Dobro jutro. Seveda najprej dobro jutro vsem, ki ste z nami v dvorani in seveda vsem gostom. Seveda pa dobro jutro tudi vsem, ki ste z nami virtualno. Ne boste verjeli, celo kužka imamo danes v dvorani, saj ne vem, kaj se to dogaja. Ampak kar me pa res izjemno veseli, je pa to, da vendarle se stvari počasi odpirajo in tema, o kateri bomo danes govorili, je tista, za katero verjetno vemo, da je ključna, in to je zdravstvo. Vprašanje, ki smo si ga zastavili, je, kakšno bo slovensko zdravstvo po pandemiji. In to vprašanje verjetno si zastavljamo ne le v Sloveniji, za zdravstva, na splošno za vse sisteme si zastavljamo pravzaprav povsod. Pandemija je razkrila kakšno šibkost, pokazala pa je tudi nekaj, za kar smo vsi lahko izjemno hvaležni. In to je, da imamo v Sloveniji izjemne zdravnike in zdravstveno osebje, da imamo izjemne ljudi, ki se trudijo za to, da lahko, ne glede na težko situacijo, ki smo jo priča in ki smo jo bili priča, smo pravzaprav vsi nekako v najboljši meri lahko preživljali. Vprašanje, za katerega sem prepričana, pa si ga bodo danes zastavili tudi vsi naši govorci, pa je, kako vzdržen je ta sistem in kako potrebuje prenovo. Seveda naj se zahvalim vsem podpornikom Komisije za zdravstvo, saj ste tisti, ki omogočate kulturo dialoga, ki je na to temo še kako pomembna. In seveda se zahvaljujem tudi vsem, ki ste aktivni v Komisiji za zdravstvo. Zelo smo proaktivni, opozarjamo na stvari, ki so potrebne, in sicer govorimo o organizaciji, o financiranju, o uvajanju inovacij. V zadnjem času pa vedno bolj se zavedamo, da je digitalizacija in pa seveda tudi podatki, njihova hramba in ustreznost, da so še kako pomembni za delujoče zdravstvo. In niso le zraven, ampak so nujen del sistema. Ko smo vprašali poslovno skupnost, katere so tiste asociacije, ki vas asociirajo na slovensko zdravstvo, priznam, smo dobili kar nekaj negativnih asociacij. Največkrat so bile omenjene čakalne vrste, pa tudi korupcija, ampak vseeno, kot žarek upanja, tudi to, da imamo izjemne ljudi. In naj s tem morda tudi predam besedo Vidi, ki gosti izjemne goste tako v živo kot virtualno. Prepričana sem, da bo debata podprta z argumenti. Vida, izvoli. Ajša, najlepša hvala za tvoje uvodne misli. In zelo močno upam, da bomo konec današnjega pogovora zaključili pozitivno, kljub vsem dejstvom in resnim argumentom, ki jih bomo povedali. Dala si nam kar nekaj dobrih iztočnic, zdajle nas sicer zapuščaš, ker si tudi glavna moderatorka naše klepetalnice, tako da bom jaz tudi skušala malo med pogovorom se mogoče nasloniti na kakšno vprašanje ali pa komentar, ki se bo pojavil v klepetalnici. Sicer pa, ko se pogovarjamo o zdravstvu, zdravstvo je kompleksna tema. Vsak ima v njem svoje mnenje, vsak ima svojo izkušnjo, vsak ima tudi svoj pogled. In ne malokrat v ta svoj pogled vnesejo ljudje tudi čustva ali pa vnesemo. In veseli me, da bomo danes o zdravstvu govorili z dejstvi. In vesela sem tudi, ker ste se odzvali na našo prošnjo in ste danes z nami odlični strokovnjaki. Neka rdeča nit današnjega pogovora bodo tri tematike. In sicer družbeni konsenz o zdravstvu, dostopnost in možnost izbire v zdravstvu in pa transparentnost in optimizacija v zdravstvu. Z mano pa so v živo magister Matej Beltram, doktor medicine, specialist oftalmolog kirurg in član civilno-družbenega gibanja zdravstvo.si. Izredni profesor dr. Anže Burger, višji znanstveni sodelavec Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in pa magister Radivoj Nardin, direktor Splošne bolnišnice Izola. Lepo pozdravljeni v živo, kar malce nenavadno je to danes, niti nismo vedeli, naj si damo roko, komolec. Seveda pa smo veseli, da imamo tudi virtualne goste, kar kombinacijo zajtrka še vedno emčem poslovnega, in virtualno se nam bodo oglasili gospod Karel Lerc, generalni direktor Calcio Healthcare z Nizozemske, gospod Jurij Šorli, doktor medicine in direktor bolnišnice Topolšica, in pa kot ključna poslušalka gospa Ivka Glas, predsednica Evropa Kolon Slovenija.
Magister Beltram, če začnem kar z vami. V enem od intervjujev sem prebrala, da ste rekli, da je že čas, da se v Sloveniji odločimo, kakšno zdravstvo želimo. Delujoče ali državno, kajti oboje očitno ne bo šlo. Kako doseči v Sloveniji konsenz, kakšno zdravstvo sploh želimo in kakšno je to delujoče zdravstvo po vašem mnenju? Hvala za vabilo organizatorjem. Zdaj, če želimo doseči konsenz, potem moramo najprej definirati pojme, o katerih se pogovarjamo. Žal je v Sloveniji pojem javno zdravstvo zelo zlorabljen oziroma napačno interpretiran pojem. Moramo vedeti, da v Sloveniji nimamo javnega zdravstva, pač pa imamo državno zdravstvo. Zato, ker večina zdravstvenih storitev se opravi pod okriljem ustanov, ki so v državni lasti ali pa neposredno odvisne od države. Ta sistem smo podedovali od prejšnje države, od prejšnje državne ureditve, čeprav smo vmes ustanovili svojo državo, spremenili politični sistem, spremenili ekonomski sistem, vendar je pa ta podsistem zdravstva, tako kot pravite, da smo vsi tudi zelo čustveni do njega, ker se vsakega od nas prej ali slej dotakne, ta je pa ostal v svojem bistvu ta je doživel najmanj sprememb od nastanka nove države do danes. Kaj je značilno za državno zdravstvo? To je statičen sistem, v katerem ni v ospredju bolnik, v ospredju so ustanove. In iz tega izvira potem vse te težave, s katerimi ste tudi v vaši anketi dobili odgovore, korupcija, čakalne dobe. To je vse inherentno v take državne zdravstvene sisteme. Če se ozremo po zahodnji Evropi, tam prevladuje javno zdravstvo, ki je še vedno solidarno, še vedno vsi vplačujemo prispevke v neko skupno vrečo, vendar je tukaj v središču sistema bolnik in njegova pravica, da sam izbere, komu bo zaupal svoje zdravje, kam se bo šel zdraviti. In po drugi strani to potegne za seboj tudi druge pravice, recimo pravice izvajalcev zdravstvenih storitev, da se sami organizirajo kot najboljše vejo in znajo, ali samostojno, ali v skupinske prakse, ali pa so zaposleni v državnih zavodih. Še vedno ohranimo tudi državne zavode, ki pa so eden od izvajalcev zdravstvenih storitev, ne pa večinski. In bom tudi zaključil zdaj, ko vprašate, kako bomo dosegli konsenz bomo dosegli takrat, ko bo vsak od nas kot davkoplačevalec, kot plačevalec zdravstvenega prispevka, ki v Sloveniji ni nizek, ampak o tem morda kasneje, ugotovil, da za ta svoj prispevek, za to svoj denar si zasluži več, boljšo in predvsem takojšno storitev, tako kot vemo, da je to popolnoma izvedljivo in možno na primeru recimo zahodnoevropskih držav, Francije, Švice, Avstrije. Se ni treba daleč pogledati. Hvala. Ali mislite, da nekako na to mnenje državno, javno, privatno, zaradi negativnega prizvoka privatnega je še vedno miselnost, da je bolje, da je vse državno, potem bo država poskrbela in praktično nas nič ne bo skrbelo? Tu sploh ne gre za nobeno privatizacijo. Tu ne gre za nikakršno privatizacijo. Nek zasebnik, če ponudi svoje storitve in da so plačene iz javne blagajne, se tisti zasebnik je celotno investicijo pokril iz svojih sredstev. In tu spet pravim, če gledamo z vidika bolnika, tisti, ki rabi neko zdravstveno storitev, z vidika bolnika je popolnoma vseeno, kje dobi tisto storitev. Ali je dobi v državnem zavodu ali jo dobi pri zasebniku. Ker storitev bo enako kvalitetno narejena za isto ceno in iz iste blagajne bo plačana. In z vidika bolnika je to ni razlike. Kvečjemu bo pa v primeru, da imaš konkurenco med različnimi izvajalci, bo pa jasna posledica, da bo kvaliteta storitev boljša, da so čakalne dobe krajše. In ponavljam, ne gre za nikakršno privatizacijo. To je čisti slepilni manever. Govori se, da želimo imeti ameriški tip zdravstva v Sloveniji, že če smo na MČM, moramo to omeniti.
Morate pa tudi vedeti, a ne, da ameriško zdravstvo je pa najbolj kvalitetno zdravstvo. Torej, to si pa moramo priznati. Vsak zdravnik Mislite najbolj napredno, najbolj verjetno? napredno, po strokovnosti je to svetovna špica in tako pač je. A ne? Ne pravim, da je pa njihov zdravstveni sistem najboljši, ampak medicina v svetovnem merilu je pa najboljša v Ameriki. In vsi zdravniki hrepenimo, želimo po temu, da naredimo eno izkušnjo strokovno v Ameriki. Seveda, pol z vidika sistema so druge debate. No. Hvala. Doktor Burger, kako pa vi kot ekonomist vidite naš zdravstveni sistem, prenovo oziroma reformo tega zdravstvenega sistema? Jaz se v veliki meri strinjam z mojim predhodnikom. Mislim, da je v Sloveniji problem, ker mešamo javno z državnim. Zdravstveni sistem je en poseben trg, poln asimetrij informacij, moralnega hazarda, napačne izbire. Zato je potrebna velika regulatorna vloga države, kar pa ne pomeni, da mora država izvajati tudi storitve zdravstvenega zavarovanja in biti lastnica vseh ponudnikov zdravstvenih storitev. Mislim, da tukaj nam ni potrebno odkrivati tople vode, da se moramo samo ozreti na delujoče zdravstvene sisteme, ki so leta in leta ocenjeni kot najboljši na svetu, recimo nizozemski zdravstveni sistem ali pa švicarski zdravstveni sistem, in pač posnemati tisto, kar deluje v tujini relativno dobro. Seveda noben zdravstveni sistem ni idealen, večina teh, ki sem jih omenil, pa deluje relativno dobro, kar pomeni, da so zdravstvene storitve dostopne po relativno nizkih premijah zavarovanj in da ni čakalnih dob. Torej jaz mislim, da bi slovenski zdravstveni sistem moral iti v liberalizacijo trga zdravstvenih zavarovanj. Torej mi bi morali zapreti ZZZS, torej Zavod za zdravstveno zavarovanje, in upeljati tudi na obvezno zavarovanju konkurenco, privatne zdravstvene zavarovalnice, tako kot pač poznamo v sistemu švicarskega ali pa nizozemskega zdravstva. Zavarovanje bi seveda ostalo vzajemno, obvezno, torej bi še vedno bilo javno, na nek način javno financirano, in bi pač tudi ne bi bilo nobenih dobičkov iz tega, tudi v Švici nobenih dobičkov zavarovalnic ni omogočenih na obveznem zavarovanju. Potem država bi morala določiti osnovno košarico storitev, ki jih za to obvezno zavarovanje je pacient upravičen, in potem z izravnalnimi shemami se pač odvije konkurenca na trgu na dopolnilnem zavarovanju, kjer pa bi bile zdravstvene zavarovalnice lahko upravičene do dobičkov, ki jih realizirajo pač za temi dodatnimi zavarovanji. Kar se tiče pa ponudbe zdravstvenih storitev, pa tudi bi morali upeljevati več konkurence na samih ponudnikih, torej več koncesij in pač umik državnega lastništva v zdravstvu. Se lahko obdržimo določene ključne institucije, kot sta klinična centra, ampak ostalo pa ne vidim ekonomskih razlogov, zakaj bi morala država biti lastnica zdravstvenih domov in pač to veliko bolj učinkovito, po nižjih stroških in pacientom prijazne v tujini, preizkušeno počnejo privatne institucije. Se bomo še vrnili k čakalnim vrstam, tudi z gospodom Nardinom bova kakšno rekla, glede na to, da je predstavnik državne bolnišnice, ampak mogoče, ker ste omenili dober sistem in dali za primer nizozemskega pa švicarskega. Švicarski sistem bo lahko magister Beltran pokomentiral, ampak z nami je pa tudi gost z Nizozemske, Mr. Lertz. I will ask you a question now. The Dutch healthcare system is often mentioned as an example of good practice, and the vast majority of Dutch people are satisfied with their healthcare. But how do you see the healthcare system in Netherlands? Sorry, I did not hear everything because the translation was... I was asking in English, but I can repeat.
So, didn't hear it. yeah. The Dutch healthcare system is often mentioned as an example of good practice, and the vast majority of Dutch people are satisfied with the healthcare system. But what is your opinion about your health system? Is it really so good? Oh, well, of course, I think it's mentioned before that I think you cannot find one system that is perfect in every angle. And we do have some challenges. I think the development Thank you, Mr. Lertz. I think we are facing the same challenges here in Slovenia. And yes, we have waiting lines here, of course, and also when we ask participants before this event, waiting lines was one of the biggest challenge for Slovenian nation here in the healthcare system. Gospod Nardin, 8. leto vodite splošno bolnišnico Izola, ki velja za ugledno zdravstveno ustanovo ne samo v Sloveniji, ampak tudi na Hrvaškem, v Italiji in še kje. Ste menedžer, niste zdravnik in bolnišnico vodite kot podjetje. Kako bi se vi z podjetniškega vidika lotili prenove slovenskega zdravstva? Hvala za vprašanje. Tudi jaz se skupaj najprej lepo pozdravljam in hvala, da ste me povabili tudi nekoga izven, ki dejansko dela v tem zdravstvu, in mislim, da sem eden izmed boljših poznavalcev zdravstva, posebno sekundarnega, moram pa povedati tudi primarnega, ker precej sodelujemo z njimi. Ko govorimo, da je zdravstvo v Sloveniji slabo, bi rad te kolege povabil okoli, da si res pogledajo celovite sisteme od A do Ž, kako deluje drugje po svetu, vključno z Nizozemsko, pa še marsikje drugje. Pač treba je nekaj vedeti, vsak sistem je sestavljen iz opreme in iz ljudi. In enostavno, včasih je pa treba narediti tudi infrastrukturo. Res je, tak sistem, kot je, ne bo preživel, ker bo denarja zmanjkalo, to smo sigurno, in treba bo nekaj najti. Ampak hkrati bo treba te spremembe delati postopno, ker je treba razviti infrastrukturo. Pomeni, če nimate razvit sistem zavarovalništva, če nimate razvit sistem privatništva, če ga tako uporabljamo, zasebne iniciative, če nimate marsikaj razvitega, enostavno ne morete iz dneva na noč iti na neki. Te zadeve morajo biti počasne, evolucijske, ne revolucijske. Jaz izhajam iz podjetništva, saj sem podjetnik že toliko let,
In vem, da bo do tega prišlo, ker drugače pač svet se vrti v tem času. Je pa res, da dajmo te spremembe delati premišljeno, počasi in paziti, kako bodo ukrepali. Ker na koncu, veste, neko državo sestavljajo ljudje in vprašanje, če so vsi pripravljeni se tej veliki pravici, ki jo imajo sedaj, da splošno enostavno dostopnega zdravstva kar enostavno odreči. Jaz sem poznal in poznal vse ministre, ki so bili sedaj v zadnjih 10 letih v vladi in verjamete, da se vsi prizadevajo, da bi nekaj naredili. Vendar je sistem tako, ne bi rekel kaotičen, tako kompleksen, tako občutljiv politično, osebno. Lahko modrovati v parlamentu, ja, treba to, ne preskakovati čakalnih vrst, ampak na koncu, veste, teh klicev je neizmerno dosti, ker ko gre pa za osebno zadevo, pa gledajo drugače. Tako da dajmo pazljivo, ja, strinjam se, treba bo spremembe, sem za podjetniško inicijativo, ki prinaša konkurenco, ker brez konkurence ne bo nič, vendar delamo umno, previdno, ne na horuk, ker veste, te revolucionarne zadeve na koncu zmeraj stavijo zelo velike račune. Ja, absolutno si ne želimo delati revolucije. Hvala za vaš pogled. Je pa verjetno ključno, tako kot sta že oba govornika pred vami povedala, pa tudi gospod z Nizozemske, da je potrebno pač ljudem pokazati, kaj je lahko boljši sistem. In da to razumejo, kaj je to privatno, kaj je javno, državno in da dejansko zdravstvo je dostopno, čakalne vrste so pa 1 leto in še več. Se pa strinjam z vami, to je treba delati premišljeno in ne v stilu revolucije. Zdaj, ko ste omenili sredstva, ki se višajo tudi zaradi pač demografske slike v Sloveniji, podobno je tudi na Nizozemskem in praktično v celi Evropi, bi vas, doktor Burger, vprašala, do kdaj je lahko zdravstvo še vzdržno, do kam lahko stroški še gremo, glede na to, da BDP, ki ga namenjamo za zdravstvo, raste praktično tudi v sosednjih državah ali pa po Evropi, seveda tudi v Sloveniji. Tukaj je potrebno povedati, da demografija deluje nam v škodo. Trenutno je okrog 420 tisoč ljudi v Sloveniji starejših od 65 in starejših. Do leta 2050 jih bo 630, se pravi v roku 30 let bomo povečali število starejših za 210 tisoč. To je 1/10 prebivalstva. Poleg tega, zaradi Baumolove bolezni pač stroški v zdravstvu naraščajo, zaradi tega, ker pač je relativno stagnantna produktivnost, medtem ko produktivnost narašča v drugih sektorjih. Skratka, bolj ko bomo razviti večji delež naših dohodkov, bomo morali dajati za zdravstvo, samo po sebi. Recimo, če pogledamo ZDA, ki so na vrhu te lestvice, oni namenjajo tam 17 do 80% bruto domačega proizvoda že za zdravstvo, Slovenija tam zadnje leta okrog 8,3% BDP-ja. Pač za zdravstvo, v trenutnem stanju zdravstvo je, po mojem mnenju, ni dovolj učinkovito. Skratka, ko se bodo te demografski trendi nadaljevali, seveda bi lahko to reševali z povečevanjem zavarovalnih premij, prispevkov, vendar pač se je potrebno zavedati, da je potem pač manj denarja za druge javne storitve in pa pač tudi privatno potrošnjo in investicije in to na dolgi rok vpliva na našo blaginjo potem na drugih koncih življenja. Tako da nujno je potrebno pač urediti zdravstveni sistem, da bo pač tudi vzdržen zaradi prihajajočega staranja prebivalstva in prihajajočih naraščajočih stroškov zaradi pač višjih plač in pa zaradi vse dražjih zdravil in zdravstvenih tehnologij, ki prihajajo v prihodnosti. Najlepša hvala. Upamo, da se bo torej zgodilo, kot je omenil gospod Nardin, premišljeno in zadeva se bo morala obrniti, saj nekako ne bo več sredstev, s katerimi bi pač država lahko obvladovala ves navalen zdravstveni sistem. Z nami pa je še en predstavnik bolnišnice in sicer direktor bolnišnice Topolšica, gospod Šorli, preko Zooma. Upam, da me slišite in ste z nami.
Slišite, jaz bi mogoče se še vseeno navezala na ta prvi del našega pogovora, pa še vaš pogled, glede na to, da ste tudi z bolnišnice, ki jo dajo kot en tak primer dobre prakse. Kako vi gledate na slovenski zdravstveni sistem? Ja, jaz moram pa se v osnovi strinjam z vsemi, ki so zdaj govorili. Zagotovo je treba v Sloveniji zelo jasno definirati, kaj je to javno, pa kaj je zasebno. Vse pogosto se meša javno z državnim. Hkrati se treba pa zavedati, da so tudi storitve, ki jih posamezni deležniki tle izvajajo, zelo različne, a ne. In ena od stvari, ki pomembno vpliva na stvari zagotavljanja 24-urne oskrbe. Ta je prepogosto pozabljena, ker je sestavni del cene ostalih storitev. Tle treba tudi vedeti, da v večini držav tudi iz proračuna kar precej denarja pride, medtem ko v Sloveniji praktično ves denar zberemo s prispevki, in s katerih gre pa tudi veliko denarja v nemedicino, poplačevanje bolniških odsotnostih, izobraževanja in podobne stvari, kar pomembno znižuje količino denarja, ki je na koncu namenjena za zdravstvo. Moje osebno mnenje je, da tisto, kar nam najbolj manjka za dvigniti učinkovitost sistema, je ustrezen strokovni nadzor. Zaradi tega, ker zaenkrat imamo samo nadzor, bom rekel, obračunavanja izvedene storitve, ne pa indikacije za izvedbo storitve. Ta nadzor bi po mojem moral biti zunanji, posebna agencija, ki verjetno bi delovala v sklopu ministrstva, ki bi zagotavljala to, da se storitve, ki se obračunajo, izvedejo glede na potrebo, ne samo na napotitev. Današnje čakalne dobe so en kompleksen konglomerat različnih stvari, za katere tudi ministrstvo samo ne ve točno, zakaj so nastale. Posledica česa so nedelovanja sekundarnega nivoja ali so nedelovanja primarnega nivoja. Če moramo te stvari rešiti, moramo prvo ugotoviti, kje je problem, da ga na tistem mestu tudi rešujemo. Kar se tiče pa samih izvedb v bolnišnicah, bolnišnice so prepogosto tudi nek socialni tampon za ljudi, ki nimajo kam, so obnemogli in jih sistem nekako podaja z enega konca na drugega, tako da nekako preživijo, in ti ljudje so na koncu tudi pol breme zdravstvenega sistema, pa bi v osnovi morali biti breme socialnega sistema in ponovno črpajo denar, ki je namenjen povsem drugim stvarem. Tako da ja, tako kot je rekel gospod Nardin, zelo premišljeno in temeljito prenovo sistema, ne samo posameznih segmentov, ki so ta trenutek mogoče najbolj očitni, zaradi tega, ker je sistem zelo kompleksen in sprememba ene stvari zna podreti marsikaj drugje, na kar niti ta trenutek ne mislimo, da bi se zgodilo. Tako da stvar je seveda stvar politične volje. Skupina oziroma stranka, ki bo to naredila, bo zagotovo pozitivnih dobila tudi marsikakšno negativno točko, saj se bo morala upreti noter v različne pravice, ki so danes sestavni del zdravstvenih storitev oziroma plačila iz tega žaklja, in bo marsikakšnemu se na ta način stopilo na žulj. Tako da ja, kompleksen sistem, ki bo zahteval zelo hitro prenovo, če želimo, da bo ostal delujoč. Najlepša hvala. Zdaj odgovorili ste tudi že na moje naslednje vprašanje, ki se tiče v bistvu čakalnih vrst. Malo ste omenili možnost izbire, malo primarno zdravstvo, napotitve, ki niti niso nujne. Gospod Burger, lahko vi mogoče pokomentirate, kaj je po vašem mnenju, mogoče mnenje ekonomista, vzrok za čakalne vrste? Različne zdravstvene institucije imajo različne vzroke za čakalne vrste, je pa veliko teh skupnih točk, se pravi, največ poročajo o pomanjkanju zdravstvenega kadra, dejansko nekih izkušenih, usposobljenih specialistov in tudi medicinskih sester je v določenih segmentih premalo. Potem poročajo tudi o prevelikem obsegu pravic glede na odobrena sredstva. Potem težave so tudi nastale zaradi napotnic zelo hitro, ne nujno, pri katerih je prišlo do zlorab in dejansko sistem ni bil sposoben v 14 dneh zagotoviti storitve.
Potem seveda problem je tudi veliki razliki med normativi v javnem sektorju in pa pač pri privatnih ponudnikih. Tu je po mojem še precej rezerv, da bi se povečali pač norme, ki jih morajo zagotoviti javne zdravstvene ustanove, tako pa se pa hitro napolnijo vsa mesta v javnih ustanovah in so ljudje potem prisiljeni iskati pač privatne rešitve. Tako da to so te. In po nekem članku, kjer sem brala, ta sredstva, ki jih ljudje namenimo iz žepa, vsako leto rastejo v bistvu enormno, ki jih namenimo pa za ta... Sicer glede na ostale države, po primerjavi smo v Sloveniji glede out of pocket paymenta še vedno precej nizko, to je ugodna slika, še vedno mislim, da okrog 12% vseh izdatkov za zdravstvo je iz žepa, v povprečju v OECD državah je 22%. Ampak se pa res povečuje ta delež. Mogoče boste tle, magister Beltran, vi malo pokomentiral, glede na to, da ste zasebnik, delal ste pa sicer tudi v največji slovenski zdravstveni ustanovi, pa delate tudi v Švici, tako da dobro poznate oba sistema. Zdaj, kar nekajkrat je bilo omenjeno ali pa preberemo lahko, da nekako Švica, Nizozemska sta primera, kjer ni čakalnih vrst. Kako delate kot zasebnik in vaše mnenje o čakalnih vrstah in neko čarobna paličica, kako to rešiti? Zdaj, kot so pred mano povedali, zdaj mi lahko ostanemo v miselnem kalupu tega državnega zdravstva in ustanovimo še eno agencijo, ki bo in še en odbor in še eno ustanovo, ki bo še neke tam čakalne dobe pregledovala in potem bo še komisija za nadzor teh komisij, a ne ustanovljena. In tako v bistvu samo na silo vzdržujemo nek sistem, ki ni vzdržen. In še več sredstev noter porivamo. Tako da čakalne dobe, jaz nisem ekonomist, ampak en zelo priznan ekonomist, profesor Rigmar Osterkamp, ki je delal tudi na IFO v Leipzigu, pravi profesor Burger, da je to zelo ugledna ekonomska inštitucija, je primerjal države, zdravstvene sisteme, tiste s čakalnimi dobami in tiste brez. In torej kaj je bila skupna točka državam, ki imajo čakalne dobe? Ni bilo to število zdravnikov na prebivalstva, ni bil to BDP, ni bilo to število bolniških postelj in tako naprej. Edina skupna značilnost vseh držav, kjer imajo čakalne dobe, je bilo to, da imajo statičen državni sistem financiranja v obliki prispevkov. Države, ki financirajo zdravstvo pretežno v obliki zavarovanja, tam čakalnih dob ni. Tako da bom rekel odgovor enak prejšnjemu, kar sem začel. Če na kratko samo še polemiziram, nisem za nobene revolucionarne spremembe, ampak mislim, da se vsi pa strinjamo, da spremembe se morajo zgoditi zelo hitro, ker mi že zamujamo tukaj zelo veliko in to, kar smo zdaj videli med epidemijo, kar nas je doletelo, ko je neka neznana, nepredvidena bolezen prišla, obremenila zdravstveni sistem, to je bil potres. To, kar je pa profesor Burger omenil, demografija, to pa vemo že danes. Mi že danes vemo in če vemo, da ta skupina nad 65 let je glavni porabnik, če tako grdo povemo, ali pa zdravstvenih storitev in da bo ta skupina za 50% narasla, to pomeni, mi bomo rabili še en klinični center, za vsaki 2 splošni bolnišnici, ki jih imamo zdaj, bomo rabili še eno. Za vsako ambulanto, za vsaki 2 ambulanti, ki jih imamo zdaj, bomo rabili še eno. In to vemo že zdaj. In verjetno lahko tudi predvidimo, katere bolezni bojo v naslednjih 10, 20, 30 letih najbolj bremenile zdravstveni proračun. In mi moramo že zdaj planirati, mi moramo že zdaj te zdravnike, ki bodo, ne vem, operirali raka, operirali kolke in sive mrene, teh moramo že zdaj načrtovati, ker čez 20 let jih ne bomo imeli. Tako da spremembe rabimo hitro, seveda pa premišljene, to se pa absolutno strinjam.
Magister Nardin, lahko vas mogoče prosim, da malo pokomentirate pa še kakšno o čakalnih vrstah. Takole, lejte, zadeva ni tako alarmantna, kot se želi pokazati. Sistem, tudi javni oziroma zdravstveni, državni, kot ga imenujete, deluje, kar se je pokazalo tudi od krize. Marsikje v državah, kjer ni bil razvit državni sistem, se je zadeva sesula in so rabili kar nekaj časa, da se poberejo. Tako da tukaj ima vsaka zadeva ima svoje prednosti in svoje slabosti. Jaz sem bil en teden na Nizozemskem, kjer smo se spoznali celoten sistem od zavarovalniškega do plačila. Razlika med Slovenijo in Nizozemsko je pač to, da tam je zavarovalnica in če nek pacient pride v bolnico in pride preveč kot bolnico, ga zavarovalnica pokliče in z zavarovalnico pravi, ne pa z bolnico. In pač mu reče, poglej, prijatelj, boš malo več plačal, zato ker pač več trošiš, oziroma kaj je problem, oziroma kje je problem na primarnem nivoju, ker tam se večina zadev odvija na primarnem nivoju, da tako obremenjuješ sekundarni nivo. Zato sem govoril prej, da je treba celoten sistem paziti, kako naredite. Dr. Šorli pa je še omenil določene zadeve, ki so obremenjene na hrbet, tako da je res treba paziti in misliti tudi na socialni del in vse ostalo. Kar se tiče čakalnih vrst. Čakalne vrste so stvar financ. To se pravi, če bi bolnice imele večji program, če bi dovolili, da bolnišničcem plačajo tudi na delo, na kos in tako motivirajo tudi zaposlene, verjamete, da bi se kje čakalne vrste zmanjšale. Dejstvo pač je, da je program omejen, toliko dobiš programa, če narediš več, ne dobiš plačano in črpaš denar iz drugih programov, ki ga ne moreš realizirati, ker pač denarja zmanjka. In večini državnih bolnišnic se dogaja prav to, da nekje porabi denar, naredi več programa, kot mu zavarovalnica plača, ker je pač neka zgornja kapica in to potem gre na račun bolnišnice in ta zadeva gre naprej. Pokazalo se je, ne misliti, da so povsod čakalne vrste, tam, kjer so programi dobro plačani in tam, kjer je bila možnost dana, da se organizirajo, tam več čakalnih vrst ni. Čakalne vrste so več ali manj tam, kjer jih nihče noče delati, ne privatni, ne javni sektor. Zakaj pa to? Zato, ker so podplačane. Pač nihče si v nekem sedanjem času, v 21. stoletju, ne more privoščiti, da bi dolgotrajno delal izgube. Hvala Bogu, je tu nekako država, ki uspe, le razume in na koncu nekako z nekimi vložki subvencionira, izplača dejansko tudi te viške sredstev. Ampak, glejte, sistem je, treba ga bo urediti. Jaz sem pristaš temu, da privatništvo mora vstopiti v nek sistem, to pa zato, ker s tem se pospeši konkurenčnost, s tem se pokažejo novi prijemi, hitrejši, udobnejši. Veste, včasih je pacient ležal po en teden v bolnišnici, danes gre drugi dan domov ali pa isti dan. Zakaj? Zato, ker smo šli po svetu in smo v kapitalističnih državah razvili sisteme, kjer lahko zelo hitro pač ozdraviš in pacienta čim prej vrneš nazaj v produkcijo, hkrati zmanjšaš ostale stroške, ki niso samo stroški dela, so tudi vsi ostali podporni stroški, ki so potrebni. Tako da čakalne vrste z mojega vidika so bolj problem financ, kot pa same proizvodnje v Sloveniji zaenkrat. Kar se pa tiče resursov, je pač treba povedati in reči, da država Slovenija je zelo socialna država, kar pomeni, po drugi strani imajo delavci toliko pravic, da zelo težko sestaviš en proces. Mi delamo 24 ur sobote, nedelje. Vi veste, da vsaka nosečnica, vsaka ženska, ki rodi, potem 6 let ne rabi delati po noči. Vsaka oseba, ki je starejša od 50 let, ne rabi delati po noči in nadure in vse te zadeve. Na koncu kaj se zgodi? Na koncu se zgodi, da zmanjka kadra, ki pa je pripravljen delati 24 ur. In ni problema, če nekdo dela samo od 8 pa do 10. Problem so te zadeve in organizirati procese, pa še nekaj treba vedeti, da pač država na ta način zagotavlja dežurstva, zagotavlja 24-urno in ne moramo primerjati, na primer, nekoga, kjer dela CT-je samo od 6 do 2, ali pa bolnišnica, kot 6 do 2 dela reden program, potem pa mora imeti dežurstvo za to 24 ur, zato v primeru urgenc ali bilo česa drugega. Te zadeve treba razumeti in to bo kasneje tudi treba upoštevati, ko se bo vrednotilo, katere spremembe, kar je spremembe. Vsekakor pa vabim take zagovornike, ki pravijo, da je slabo zdravstvo, naj pridejo v Izoli, pa si dejansko na osebnem prepričanju pogledajo, ali je res to zdravstvo tako slabo in je res tako nedelujoče oziroma res tako neučinkovito. Hvala.
No, vi ste primer dobre bolnišnice in hvala, jaz bom kar sprejela tole povabilo, pa vsaj z delom ekipe M-Čem prišla k vam v bolnišnico Izola. Gospod Beltram, odkimaval ste, a boste malo komentiral? Ne, saj to je fajn, da se razvija debata. Torej, kar jaz poznam delo gospoda Nardina, vem, da je dosegel zelo velike spremembe in to je samo pohvalno. Ampak, če so, mislim, ne moramo govoriti, da imamo delujoč in dober sistem, če imamo čakalne dobe in če imamo ugrajeno korupcijo v sistem. To pač ne moramo reči, da je to dober sistem. Ali pa če je dober, mislim, lahko ga pa izboljšamo. Ne? Zdaj, ne vem, v Švici imajo divje debate o svojem zdravstvenem sistemu in stalno je na dnevnem redu, da preveč stane, kako bodo vladovali stroške, kako, ne, ampak tudi gospod iz Nizozemskega pravi, oni imajo na čisto drugem nivoju skrbi, a ne, kot mi. A ne. In verjamem, a ne, da je problem zagotavljanje kadra, ampak to se pol tudi treba vprašati, a ne, zakaj imamo odliv kadra iz državnega sistema, a ne, zakaj? Torej, in vzrok je v sistemu. Jaz ne pravim, da zdravniki nočejo delati pri gospodu Nardinu. Jaz, če bi bil v državnem zdravstvu, bi si samo želel takega direktorja, kot je gospod Nardin. To so stvari. In za reševanje državnega zdravstva samo za več denarja, to je kot da bi rekli, imamo, ne vem, en avtomobil, ki pokuri 20 litrov na 100 kilometrov, ja bomo pa večji rezervoar vgradili noter, pa bomo se lahko več kilometrov prepeljali. In to bo treba na učinkovitosti delati. Ja. Tu pa moja osebna izkušnja je pa, da v učinkovitosti so pa ogromne razlike med državnim sistemom in pa ne samo v Sloveniji, sem bil tudi, ne vem, na Portugalskem ali ne vem, v Italiji. Efektivnost procesa delovnega v državnem zdravstvu ali pa tam, kjer je javno zdravstvo, je ogromna razlika. Ja. Nekako drugačen pogled imamo ljudje, ker imamo kar občutek, da nam je vse mora biti dano in je vse zastonj. To nekako na tej miselnosti in na tem mnenju moramo še veliko narediti. So, Karl Lerz, we talked about the waiting lines. So, and the Dutch healthcare system was mentioned several times, and it is described as one of the best healthcare systems in the world, with practically no waiting lines. Do you agree with this statement? Well, we have waiting lines, of course, but we see some really good developments on decreasing the waiting lines. For instance, first, waiting lines we have a lot in mental health care. That's really a green area what needs to be developed. But on the other hand, you see the very good development on bundling the care. For instance, the hip interventions. When you go to a general hospital, you can wait for 5, 6, 7 months to get an appointment. When you go to the focused specialized hospital, you have an appointment within 1 week. And I think intervention will be in 1 month. So that's really interesting, and that's also the point that I think is very important. And the previous speaker already mentioned it: efficiency. That's the main thing. You have to see, you have to look at your spilling and your variation simply, and you have to see. You look at your volume, so your bundling of care. If you do 1 appendix a year, you're not good enough, but also the efficiency, you cannot do that. When you bundle, when you increase the volume of doing one thing, for instance, hip interventions or more orthopedic specialization, you get a bigger team to do the work. So you're more flexible and you can have a really better quality, and you can have more for your money. So staffing is more interesting, is easier, but also spending your money on development and innovation is more easy than putting everything in every hospital. So I don't know how it's in Slovenia, but this is
the development we do in the Netherlands, that we have more focused hospitals, specialized hospitals, and the main thing that where we work on is the oncology. So the oncology in Holland is really doing better every year by bundling on tumor specific care or specific oncology care. I think we have a couple of specialized hospitals here in Slovenia, but the experts can tell you more about that. But you mentioned that pediatric oncology hospital that you have in Netherlands, and from all over the place in Netherlands, they are going to that hospital, and people see no problem, to drive 2, 3, 4 hours to get the best doctor they can. Well, it's a big topic here. So it's the last 10 years, I think maybe 12 years, there was working on a specialized children hospital for children oncology. It's the Princess Maxima Center in Utrecht, so it's centralized in Utrecht. Before, every university hospital did some kids with oncology. So there was a big issue on changing this in our system and putting every care, carve out every care from all the university medical centers to one specialized center. Imagine that specialists from all over the country had to move to this hospital, and some specialists didn't go. So of course, they're a little bit mad because they want to join the party, but they couldn't. So there was a lot of problems with the people who were involved with it from out of the care system. But of course, when you're a parent and your child suffers is an oncology patient, what do you want? You want the best care. So if you have to drive for 1 hour, 2 hours, you don't care. You want the best for your child. So I think from the perspective of the patients and the parents of the patients, this is a really interesting and good change. And what you see, we also are involved with this. What we can do, we can bundle more innovation money. So we're building an interoperative OR with an MR scanning. So to do interventions on tumors. And this is very interesting to get the best for the patient. This is, of course, a small population. So how it's in the business case, that's another question. We have to see this in the next 10 years. But I think in terms of the best care for the patient, this is a really good development. And you see this also in the more simple care. So like the orthopedic care or the hip interventions, the specializations care centers with a bigger volume can build more innovation on it. You have to do the investment only on this hospital. That's really good innovation, I think. There were some talks about how to do the specialized hospital here in Slovenia, and we put also this topic into our position paper of our healthcare committee. And I guess it will be more opportunity to talk about that also in the future. Zdaj bi pa jaz rada prebrala eno vprašanje, ki ga je postavil Gregor Gantar v klepetalnici, in sicer vprašanje za magistra Beltrama. Čeprav razumem, Gregor Gantar se ne strinja, da imamo vgrajeno korupcijo v sistem. Kaj ste mislili s tem, magister Beltram? Korupcijo lahko definiramo na več načinov. To ni samo zdaj modra kuverta, ki jo nekdo vzame, zato da bo nekdo drug, preskočil čakalno vrsto. Korupcija je tudi to, da nekdo ni motiviran, da opravi svoje delo, za katerega je plačan. Zame je korupcija tudi to, če nek zdravnik, kar sem pač srečeval v državnem zdravstvu, lahko recimo pregleda daleč manj pacientov, kot bi moral, pa vseeno dobi za to polno plačo. Korupcija je tudi to, če nekdo napreduje na nek vodilni položaj, pa ni za to najbolj primerna oseba. In to govorim, to je inherentno vgrajeno noter v statičen državni sistem. Korupcija je vgrajena v državni sistem tudi zaradi tega,
ker z svetlimi izjemami, kot tukaj na moji desni, ni vsak direktor oziroma odločevalec nujno motiviran, da bo po najbolj racionalne nabave opravljal. In zato imamo te jasno opisane koruptivne afere, od žilnih opornic in tako naprej, da ne ponavljam zgodbe, ki jih že vrabci čivkajo na drevesih. To govorim kot o ugrajeni potencialni korupciji, če želite. No? Ampak imamo tudi jasno dokazane eklatantne primere dejanske korupcije. Gregor, upam, da je magister Beltram odgovoril na vaše vprašanje. Bi kdo želel še kakšen komentar na to? Sicer pa mislim, da je čas, da mogoče pogledamo tudi pogled, kaj o zdravstvu mislijo in kaj o zdravstvu pričakujejo pacienti. Delujoč zdravstveni sistem, večkrat poudarjamo, ima v središču pacienta, ki mu je zagotovljena dostopnost, možnost izbire in optimalno zdravljenje. Z nami je danes tudi gospa Ivka Glas, predsednica Združenja Evropa Kolon Slovenija. Slovensko združenje Evropa Kolon je del Evropskega združenja bolnikov z raki prebavil Digestive Cancers Europe, ki v slovenskem prostoru deluje 14 let in nudi pomoč bolnikom z raki prebavil in njihovim svojcem ter ozavešča splošno javnost o teh rakih z namenom, da bi jih odkrivali v čim zgodnejših stadijih, ko je ozdravitev še možna. Gospa Glas, lepo pozdravljeni. Za začetek vaš pogled, kako je pandemija vplivala na paciente, ki jih v vašem združenju zastopate? Kaj se je spremenilo? Lep pozdrav in hvala za povabilo. Res sem danes zagovornica naših pacientov, ki v teh 1 leto pa pol, odkar traja pandemija, se srečujejo v bistvu kar številnimi problemi. Mi smo že prej ugotavljali, da diagnostika ne poteka dovolj hitro pri naših pacientih, ker vemo, kaj se zgodi, če si ti v postopku diagnostike več kot mesec dni, kot so nekako to evropski standardi. Mi smo delali raziskavo in pri nas so določeni pacienti čakali na vse diagnostične postopke do konca ugotovljene svoje diagnoze tudi več mesecev. To pri naših bolnikih vsekakor ni dobro, kajti hitra diagnostika, hitri postopki pri nas rešujejo življenje. Ugotavljajo, kaj nam sporočajo pacienti. Zelo je otežen bil dostop, pa še vedno, do primarnega zdravstva kot osnove za vse nadaljnje postopke zdravljenja pri bolniku, kjer se sumi za bolezen oziroma za enega od rakov prebavil. Veliko klicev imamo v tem letu in pol, kaj naj storimo. Na telefone se naši primarni zdravniki ne oglašajo, oglasijo se sestre. Moramo se zavedati, da kdor ni vešč komunikacije in če je v fazi zbolevanja oziroma suma na neko bolezen, težko prenese vse to. Kar nas v združenju zelo skrbi, slišimo, da je 130.000 pacientov v tem trenutku ostalo brez primarnega zdravstva, torej brez lečečega zdravnika. Kdo bo poskrbel za naše kronične bolnike, pa ne samo rakove, tudi vse ostale? Kje bodo dobili ustrezne napotnice, kje bodo dobili napotke? Drugo, kaj nas poročajo bolniki? Bili so naročeni na specialistične preglede in številni so bili zaradi covida prenaročeni. Bili so naročeni na operativne posege in so bili ponovno nenaročeni. To vse vpliva v bistvu na samega bolnika, na družino, ki išče potem pot, kako skrajšati pot do ustreznega zdravnika. Povejo, da se poslužujejo samoplačniških ambulant, da delajo vse in vendar
ne vem, vem, da so problemi. Tudi jaz sem delala skoraj 10 let v zdravstvu, zdaj sem sicer ekonomistka in se z svojimi predhodniki v veliki meri zelo strinjam, vendar ko človek zboli in ko potrebuje pomoč in ko potrebuje predvsem pogovor, si jo želi hitro. Ker samo hitro diagnosticirani bolniki bodo ustrezno obravnavani in bo tudi v bistvu tako zdravljenje cenejše za celotni zdravstveni sistem. Se pravi, če nekako strneva, gospa Glas, pričakujejo predvsem hitro obravnavo, sploh v tem času, ko je bil dostop do zdravnikov, ki so bili vpeti v aktivnosti povezane s pandemijo in s covidom, tako otežen. Magister Beltram, kimal ste, spet moram vas, ker ste zdravnik, povabiti, da še en komentar z te človeške plati zdravnika poveste. Mislim, če dodam, pa jaz sem očesni kirurg, ampak imam tudi informacije iz področja recimo zdravljenja rakastih bolezni črevesja od mojega dobrega kolega in že pred covidom, on mi je take zgodbe razlaga, pride pacient samoplačniško na pregled debelega črevesja. On mu odkrije, da ima tam rakasto ali pa predrakasto spremembo. To so tako zapleteni postopki, to so take kolobocije, da on samo na podlagi zaradi svojega osebnega dobrega poznanstva, potem z naslednjo stopnjo na Onkološkem inštitutu lahko uredi, da potem ta pacient pride pravočasno na vrsto. In ti pacienti, ki pridejo na pregled debelega črevesja samoplačniško, pridejo zakaj? Zato, ker je tako dolga čakalna doba na napotnico. In tako kot je gospa prej povedala, tukaj mesec ali dva čakanja lahko bistveno spremeni izid zdravljenja. In imamo pa še druge čakalne dobe, recimo za srčne operacije, kjer so tudi take čakalne dobe v Sloveniji, da se pacientom potem, ko pridejo do operacije, zdravstveno stanje tako zelo spremeni, da je že popolnoma druga operacija potrebna, da je možnost preživetja potem po takem posegu bistveno manjša. In žal moramo si priznati, da v Sloveniji pacienti umirajo v čakalnih dobah. To je kruto dejstvo in to ne moramo potem sprejeti kot dober in delujoč sistem. Bi najlepša hvala za vaš pogled, bi pa vseeno še prebrala, Vita Godec je tudi v klepetalnico napisala, tudi sicer dela ne direktno v zdravstveni ustanovi, je pa povezana in deluje v zdravstvenem sistemu. Dostop do primarnega zdravstva ostaja izjemno otežen in bojim se, da se ne bo srednjeročno vrnil na raven pred pandemijo. Velik problem vidim tudi v tem, da se za poklic splošnega družinskega zdravnika odloča vse manj mladih. Če poklekne primarni nivo, bomo samo še bolj obremenili sekundar in terciar. Kako pritegniti mlade v ta in ostale zdravstvene poklice? Manjka tudi medicinski sester in tehnikov. Magister Nardin, tle bi pa jaz vas, glede na to, da ste tudi zaposlujete ta kader, prosila za en komentar. Kriza oziroma epidemija je naredila svoje. Morate vedeti, da je ogromno ljudi ostalo izven čakalnih, ker enostavno se je produkcija skoraj zaustavila, vsaj v prvem valu. Morate vedeti, da ljudje, ki prihajajo, so s približno 30% težjo boleznijo, kar se pozna tudi na samih obravnavi pacientov. Primanjkuje zdravnikov na primarni ravni, res je. Primanjkuje sester na sekundarni, res je. Kako bomo to dosegli? Zelo težko, ker s tem problemom se sooča cela Evropa. Cela Evropa se pač stara. Vi veste, da naša bolnica je izredno dosti potrebovala in sodelovala tudi z ostalimi jugoslovanskimi republikami, da bi lahko pridobili ta kader. Čeprav je težko, smo lahko naredili, vendar žal zadnje čase
tudi iz teh republik oziroma držav ne želijo več prihajati, ker so tudi tam ugotovili, da jim primanjkuje in so jih začeli motivirati, stimulirati, tako da se jim ne splača več zapustiti družine in iti v tujino, da bi kaj dodatno zaslužili. To se spreminja tudi tam in to se bo poznalo po celi Evropi. Enostavno, vi morate vedeti, da je povpraševanje bistveno večje od ponudbe. V Sloveniji so pa še problemi, kot sem v začetku omenil, tudi tako imenovani standardi, modra knjiga, zelena ali vijoličasta, tisto, ki hočete, ker se pač dogovorili, kakšen je tisti obseg dela in tisto se pač naredi, čeprav bi se lahko bolje izkoristilo kapacitete, to je res, vendar zadaj so sindikati, ki se s tem pogajajo, zadaj je stroka, to se pravi zdravniška stroka, ki za tem stoji in tukaj mi, laiki, ki s tem nimamo kaj dosti, ne moramo narediti. Je pa res, da misliti, da čakalnih dob ne bo, bojo zmeraj, ker veste, tudi v proizvodnji, ko imate tekoči trak, imate nekaj na bufferju, nekaj na zalogi, da proces je lahko učinkovit in deluje. Stvar je samo to, da tisti, ki pa res potrebujejo, pridejo v sistem čim prej. Tu bi pa vas rad popravil. Problem v slovenski sistem, ko si enkrat v zdravstvenem sistemu noter, te bo obdelal do konca in boš imel zelo dobro procesno izvedbo. Problem je v ta sistem pride. Nekateri so bolj furbasti, ko rečemo na Primorskem, se znajdejo, uporabijo, nekateri grejo, hvala Bogu, tudi v privatne zasebne prakse, kjer lahko potem za drugo naročilnico pride noter, ko dogotovi. Obstajajo sistemi, ampak treba pač oceniti in narediti, kaj zares potrebujem, kaj zares ne potrebujemo. Enostavno, da pa reči, ja, zdaj bo pa dovolj kadra in čakalnih vrst ne bo več, to ni nikjer na svetu, tudi na Nizozemskem ne. Pač dejstvo je tako in s tem se bomo morali soočiti. Primarno zdravstvo vse pade ali pa stoji na primarnem zdravstvu. Ker če oni odprejo ventile, to se pravi, če oni spustijo veliko količino nekontrolirano, to se pravi nekritično število pacientov na sekundarni nivo, je potem zadeva končana. Ker veste, najslabše za zdravnika je, če nič ne najde, ker potem išče, dokler ne najde, da kaj ne bi spregledal. To je verjetno tudi povezano malo z našo miselnostjo, če greš od zdravnika samo z 2 receptom ali pa enim, praktično nisi nič naredil. Imaš občutek, kot da zdravnik ne razume, da si ti zelo bolan, da te ni dal še na kakšen bolj tak specialističen pregled. Tudi to je mogoče treba malo omeniti, da je dostikrat napotitev nekih v skladu s tem, je v bistvu dodatna, nepotrebna. Ja, morate vedeti, tožbe so zelo velike, sodna praksa je taka, če pride do spregleda, je tudi kazen večja, vse res so bolnišnice in ostale ustanove zavarovane, vendar naslednje leto ti dvignejo premijo, ker zavarovalnica nobena ne dela z izgubo. In to vse na koncu se prevali v stroške neke storitve. In sedaj, da ne bi kaj spregledali, da ne bi kaj naredili in da ne bi te izvajalce storitev, tako zdravnike, sestre, vse obesili in jih javno kazali, kako so krivi, pač naredijo vse, kar je potrebno, v 80 ali pa 90% tudi tisto, kar ni potrebno. Pač temu se reče defenzivna medicina in tega bo zmeraj več, ker so kazni in procesi, sodišče, odvetniki, skozi kar morajo te izvajalci iti, tako grozno, da ne privoščim prav nobenemu. Hvala za vaš komentar. Še en del, ena tema nam je ostala, ki je nekakšen pač osnoven del, kako bolje organizirati in narediti sistem bolj transparenten. Bi pa vseeno sam za začetek prebrala še en komentar, ki se je tudi pojavil v chatu. Pomanjkanje osebja je potrebno najprej dokazati, pregledati procese in avtomatizirati, robotizirati in digitalizirati dele procesa, kjer je to mogoče. Pa bi mogoče, ker sem vas na začetku vse povabila, da bo ena od tem tudi digitalizacija, bi z gospodom Šorlijem začela. Oni imajo v viziji svoje bolnice, na spletni strani imate napisano, gospod Šorli, s pomočjo sodobnih tehnologij zagotavljate najvišjo stopnjo varnosti in kakovosti pri vsaki obravnavi, katere primaren cilj je dobrobit pacienta.
Optimizirali ste nekaj procesov v bolnišnici. Kako ste se vi lotili te digitalizacije pri vas v Topolšici? Ja, hvala za besedo. Digitalizacija je kompleksen proces in to ni samo prenos podatkov iz papirja v računalnik, ampak je precej več. Prepogosto se govori kot o elektronski napotnici, kot dober vzorec digitalizacije. To je slab vzorec digitalizacije, zaradi tega, ker je dobesedno res samo prehod papirja v elektronsko obliko in ti nič več od tega ne omogoča. Morali bi omogočati istočasno že uvrstitev v seznam, izbiro zdravnika, vse te stvari. Ta stvar ne omogoča. Seveda, digitalizacija je nekaj, kar z enkratnim vnosom sproži procese, ki potem tečejo naprej avtomatično. Da do tega prideš, moraš v prvi vrsti zelo dobro popisati vse procese, ki tečejo v hiši in jih na koncu spoznati in njihove poti na koncu vnesti v nek ta avtomatičen proces, da se stvari odvijajo na koncu same od sebe. Treba se zavedati, da vsaka taka stvar na začetku zahteva več dela osebe, ki vnaša v računalnik in je zaradi tega odpor zaposlenih v zdravstvu pri temu precej velik. Zaradi tega, ker če imaš na koncu 7 minut ali pa 10 minut za bolnika, pa ti 2 minute vzame vnašanje v računalnik, vidiš tle veliko izgubo časa. Ne vidiš pa, da imaš ob vsakem naslednjem pregledu vse stvari pripravljene, dostopne, vidne in posledično vsakič 2 minuti več časa za bolnika, ne 2 minuti manj časa. Se pravi, bi se tudi te prve preglede morali nekoliko razširiti. Zdaj spet je problem v plačilu, vrednotenje samega zdravnikovega dela v ambulanti je nizko, štejejo samo storitve, medtem ko delo zdravnika je vredno nič. In posledično potem tudi zaposleni vidijo malo efekta od te digitalizacije. Nam je v teh zadnjih 3 letih se pokazalo zlasti to, da se morajo zaposleni poistovetiti s sistemom, morajo ga zastopati in morajo vedeti, kje so končni produkti in kaj so končni produkti sistema. Če tega ne vejo, potem se jim zdi to povsem odveč. Ker pa v praksi vidijo, na kakšen način se je prihranil čas, energija, zlasti pa varnost, potem tudi s temi stvarmi začnejo precej lažje delati, bolj delati in je zaradi tega tudi ponovno izkupiček boljši. Čisto en plastičen primer. Ko nekdo naroči neko preiskavo, je predtem v sistemu delovalo tako, da je dobil ali nakup ali mu je sestra prinesla te izvide. Tega kupa ni več. Ta kup zdaj ostane nekje v računalniku in moraš do njega bistveno bolj aktivno pristopati in ga pregledati. Seveda te pa v tem kupu opozori na vse ključne elemente izvida, ki je prišel in posledično ključne izvide vidiš hitreje in na njih lahko hitreje ukrepaš. Ker se na ta način navadiš delati, gre delo hitreje in bolje skozi. Magister Nardin, bi jaz, najlepša hvala, gospod Čorli. Jaz bi nadaljevala kar z vami, glede na to, da ko sva se pogovarjala pred dogodkom, centralni informacijski sistem uvajate v bolnišnici Izola, sicer ste pa nekako v digitalizaciji že 10 let ste omenil. Kateri so pa za vas največji izzivi, s katerimi se zdaj srečujete? Ja, res je. Sama zgodba o naši digitalizaciji je začela že 10 let nazaj, kar pomeni, moj predhodnik je imel že vizijo in je razumel, samo žal je bil zdravnik in je malo težje implementiral določene zadeve kot jih jaz, ampak hvala Bogu je to. Dejstvo je, da smo to spoznali in takrat ugotovili, da nam bo prineslo dolgoročno konkurenčno prednost pred drugimi, ki tega ne bomo uredili, zato ker bomo lažje z manj kadri, za manj resursi upravljali in glede na to, da so cene storitev enako plačane, za ceneje, ko jih narediš, več ti ostanejo, da lahko na drugi strani investiraš v kakovostno opremo, v zadovoljne zaposlene in tako dalje. Seveda ni to danes, da jutri, najprej mora začeti z infrastrukturo, z standardizacijo, kot je bilo rečeno, procesov in seveda s spremembami v glavi. Tam se pač, če se tam ne naredijo te spremembe, ni nič. In na koncu, če izvajalci tega ne uporabljajo, tudi ni nič narejeno. Vi morate vedeti, da že 4 leta mi ne kupimo nobenega aparata, ki avtomatsko ne prenaša podatkov v sistem, kar pomeni, na ta način smo prišparali ogromno kadra. Mi z dosedanjo digitalizacijo smo prišparali, računamo in ostalimi ukrepi, da imamo v primerljivi bolnišnici približno 150 ljudi manj zaposlenih. Če računate, da v povprečju taka ena
to se pravi delavec v zdravstvu te stane v povprečju 2000 evrov bruto, pomeni, ne boste verjeli, je to kar en kup denarja, to je 300 tisoč evrov na mesec in je to 3 milijone 600 tisoč evrov na leto, ki jih dejansko lahko dobro porabiš v opremo in vse ostalo in storitev praviš učinkovito. Imaš nadzor, učinkovito upravljaš z resursi, in na koncu koncev, ko se začne to uporabljati, so vsi zadovoljni. Tako da vprašanje, ali digitalizacija je ali ne, to ni več vprašanje, to je nujno potrebna. Vsekakor pa bo morala tudi država razmišljati o tem, če bo hotela pravilno razpršiti in nekako imeti pravilne podatke, bo morala se odločiti na nek pač en izmed sistemov izbrati, da bo lahko nadzorovala sistem, kot je potrebno. V Ameriki, da bi imeli en sistem bolnišnic, potrebujemo nekje vsaj 1,5 milijona prebivalcev in potem se odloči ena korporacija, da bo naredila približno bolnišnice. To govorimo 10-20 bolnišnic, ki jih naredijo sistem, ker upravljajo vse z enega področja, logistika, nabava, vse tisto, kar podporne službe, vse gre z enega, da bi lahko bilo učinkovito, da bi lahko bilo. To lahko dosežeš samo in edino le, če imaš dober informacijski sistem, ki ti omogoča se tem upravljanjem, ker enostavno je podatkov toliko, da ne gre več. Prihraniš na času, prihraniš na kadru, na resursih, tako da to je tisto, kar sploh bolnišnici v Izoli omogoča, da nam na koncu leta ostane denar, ki ga sami s svojimi sredstvi investiramo za to, da imajo na koncu pacienti to svoje storitev. Da bi pa to dosegli, ta premik je bil možen takrat, če se v teoriji govori, da je treba postaviti pacienta na sredino dogajanja, ja, mi smo predstavili pacienta na sredino dogajanja in okoli smo razvrstili vse ostale igralce in verjamete ali ne, je zdravnik oziroma doktor samo eden izmed igralcev, ki je sicer na odru, kjer ga pacienti vidijo skupaj s sestro, vse ostalo, kar je pa za odrju, kar pacienti ne vidijo, od administratorja, od podpornih služb, tisto pa lahko optimiziraš, umakneš in na ta način res dosežeš tiste rezultate, o katerih so kolegi govorili, da se morajo prej ali slej zgoditi. To se pravi, ja, digitalizacija, tisti, ki bo zamudil precej, ne samo v intelektualnem, v organizacijskem, ampak tudi v finančnem smislu. Še eno vprašanje smo dobili v klepetalnici za vas. Ali menite, da je rešitev v tem, tiče se pa kadrov, da se za nezdravstvene procese, administracijo uporabi nezdravstvene kadre? Hvala za vprašanje. Ja, poglejte, pomanjkanje je kadrov zdravstvenega. Mi smo zelo temeljito prebrali zakonodajo in ugotovili, kje dejansko mora biti zdravstveno osebje in kje ne. In posod, ker to zdravstveno osebje ni potrebno, smo ga nadomestili z uporabnejšimi kadri. Primer take je bila, veste, v bolnišnicah še zmeraj večina kadra v sterilizaciji so medicinske sestre, diplomirane, usposobljene. Ni razloga. En strojnik je 10-krat bolj usposobljen, potrebno, da naredi samo izpit iz varstva z ravnanjem in izpit varstva pri zdravju in tako naprej, da zna ravnati z infektivnimi zadevami. Tako da treba je spremeniti miselnost, se organizirati, optimizirati in zadeva poteka, veste, in dobite zelo kvalitetne, na eni strani dobite zelo kvalitetni kader, na drugi strani pa kader, ki je po nepotrebno vpet v nekaj področja, umaknemo in ga pač damo tam, kjer je potrebno. Na ta način smo se lotili že par let nazaj in to sedaj nam daje možnost, da kljub vsem krizam, kljub vsemu preživimo in nekako uspemo opraviti vso našo pogodbeno oziroma in še več delo, ki ga sklenemo z zavarovalnico. Hvala. Mr. Lertz, a question for you. You were in the group that helped transform healthcare process with the support of ICT technology in medical organizations such as Universal Medical Center in Utrecht. Do you see technology as a fundament for creating better care for patients? Yes, I think every healthcare organization that has not have the IT strategy or the IT component in their strategy is not a healthcare provider in the future. So I think technology is fundamental. I think at this moment we're really in a risky point of technology improvement. That means that we are looking at terms like digitalization and informatization.
And of course, the fundamental is to digitalize everything. But information is very risky because people decide what doctors have to see on their computer. On the other hand, these doctors and nurses need to put every information in the system. So these are the big challenges, and we need to evaluate everything towards more dynamization. And that means that every part of the system of healthcare organization has to be integrated IT systems. So integration of IT in healthcare organizations should be key in the future, and not only the care systems, the EHRs or the PACS, the imaging systems, but also the business systems. And there is the solution also to more more flexibilize the care, and also involve patient and their families with all the information that exists for patient and doctors, because it's most of the time it's all about how to help the healthcare professional do their work better. But one thing what we forget is involve the patient and also their relatives and to get the same information. So I think integrating the IT component, the technology into the enterprise is key for the future. Thank you. Dr. Burger, z digitalizacijo zdravstva nekako dobimo transparentnost, dobimo podatke, ki so vidni. Tako kot je meni v pogovoru magister Nardin omenil, želimo si biti primerljivi, želimo se primerjati z najboljšimi bolnicami v Evropi. Se pravi, smo primerljivi, podatki so vidni, so transparentni, so na enem mestu. Nekaj takih digitalnih stvari smo v Sloveniji kar sprejeli, čeprav je gospod Šorli prej omenil, da pač ta ena potnica je to sam iz papirja v neko elektronsko obliko. Zakaj mislite, da mi ostalih stvari, zakaj gre digitalizacija tako počasi? Seveda se neke spremembe ne zgodijo čez noč, ampak kaj je tista ovira? Si ne želimo transparentnosti, ne vem, poslovanja? Kje so razlogi za nekakšne počasne korake na poti digitalizacije zdravstva? Ja, ta projekt e-zdravje, to je bil samo začetek, ampak kot je že dr. Šorli omenil, to je samo gre za rudimentarno osnovno stopnjo. Potrebno bo investirati precej več sredstev v digitalizacijo. Če se zdaj ozrem iz sedanjosti v prihodnost, recimo trenutno je stopnja digitalizacije v zdravstvenem sektorju na globalni ravni na indeksu od 0 do 100 samo na 25%, če primerjamo recimo potovanja, turizem so že na 50%, malo prodaja na 45%, se pravi, tu zdravstvo zaostaja, vendar se že kažejo velike investicije. McKinsey napoveduje v naslednjih 3 letih podvojitev investicij za digitalno medicino. Tudi v zadnjih četrtletjih smo imeli rekordne investicije lastniškega kapitala v nove podjetja, rešitve v digitalni medicini. Tako da prihodnost digitalizacije v zdravstvu bo predvsem v tem, da bo premaknila fokus na kurativi, na preventivo. Se pravi, vse te digitalne storitve in vse te digitalne wearables, se pravi, naprave, ki jih lahko nosimo in ki so vedno bolj dostopne, bodo omogočile, da pacienti v bistvu ves čas spremljajo celo vrsto metrik. Imamo že za par 10 evrov na voljo razne prstane, potem peče, ure, s katerimi spremljamo celo vrsto metrik, ki v bistvu bodo znale napovedovati tudi zdravstvena stanja v prihodnosti in omogočile zdravnikom imeti na voljo precej več podatkov, kot jih imajo trenutno, ko pride pač pacient brez nekih predhodnih informacij na obisk. Tako da digitalizacija bo tudi premaknila naprej mejo, kar se tiče razvoja zdravil. Lani smo
brali o Googlovem DeepMind preboju pri analizi pregibanja beljakovin, potem ta virtualna realnost, tehnologija virtualne realnosti omogoča, da kirurgi že vadijo vnaprej zapletene posege, potem ta augmentirana realnost, omogoča nam razne terapije za stresna stanja po vojni vojakov recimo. Tako da pač vse te nove tehnologije bodo omogočile veliko več podatkov, ki bodo omogočile tudi to, da pač predvsej bolje diagnosticiramo in napovedujemo bolezni in bodo omogočile, da zmanjšujemo potem stroške tega zdravljenja. Samo odpreti bo treba silose in omogočiti dostop, seveda pač zaščiten do teh ponudnikov storitev in to bo pač omogočalo precej nižje stroške v zdravstvu. Prav, v pravi meri in etično rabo v bistvu Tako, podatkov o pacientih. Ja. Tehnologija bo verjetno olajšala kar nekaj stvari, ampak nič pa ne more zamenjati pristnega človeškega stika pacienta z zdravnikom. Gospod Beltran, spet vas gledam, ker ste pač edini zdravnik danes na odru. Ampak samo še 3 minute nam je ostalo in si res želim, da zaključimo tako pozitivno. No? In eno pozitivno v klepetalnici, mislim, da je Ajša zastavila vprašanje, da udeleženci povejo eno pozitivno asociacijo na slovensko zdravstvo. Zdaj, glede na to, smo prej videli čakalne vrste, korupcija, upam, da bomo zdaj videli same take lepe stvari, ki jih bomo imeli v mislih še cel dan. Iznajdljivost, bolnišnica Izola, poglejte, gospod Nardin, so vas postavili strokovnost, visoka strokovnost zdravnikov, kvaliteta, zavzeti ljudje, odlični zdravniki, trma, volja, primeri dobre prakse in pa tudi bolnišnica Topolšica. A lahko še od vas na kratko, magister Nardin, vaša pozitivna asociacija na slovensko zdravstvo? Pa čestitke, da ste se znašli evo na našem Wall of Fame. Hvala vsem, ki so to prispevali. Ja, poglejte, nič ni tako slabo, kot zgleda, je pa treba popraviti in kot sem rekel, z enimi primernimi koraki iti naprej. Beseda še o digitalizaciji, kaj pomeni digitalizacija, ogromno za paciente. Vi morate vedeti, da ogromno manjših bolnišnic nima vsega kadra, ki je potreben, kot so radiologi. Zamišljajte si, da lahko recimo iz Izole ali pa z Ljubljane dežurni radiolog nadzira 4-5 pacientov, kar pomeni, to je digitalizacija. To pomeni nič drugega kot to, da bodo lahko pacienti takoj dobili strokovno mnenje, a ne, ker pač radiološki inženirji naredijo, radiologi pa. To je tisti napredek, ki bo potreben in digitalizacija, kar je potrebno. Ne se bati, relativno dobrih rokah ste, zmeraj je še možno narediti bolje, ampak ne samo mi, tudi ostali se trudijo, vendar vsak po svojih močeh. Hvala. Magister Beltran, še vi ena pozitivna asociacija na slovensko zdravstvo. Ja, zagotovo je to kader, a ne? In to mislim ves kader, ne samo zdravnike, to so izjemno pomembne medicinske sestre, diplomirane više medicinske sestre, administrativno osebje, tehnično osebje. Mislim, da glede kadra smo lahko zelo ponosni. Samo je treba ta kader tudi motivirati in mu tudi dati izbiro, da si lahko tudi sam izbere možnost, kako svoj poklic opravljati. Hvala. Doktor Burger, še vi pozitivno asociacijo? Ja, moja izkušnja s slovenskim zdravstvom je tudi zelo pozitivna. Moram pohvaliti osebje zdravstveno, ki deluje pač v zelo težkih razmerah, s premalo kadra, z premalo sredstvi oziroma pač neustrezno organizirano, ampak kljub temu zagotavlja zelo kakovostno in pač pacientom prijazno oskrbo, tako da mislim, da si zaslužijo, ne, da se ta sistem predvsem pač organizacijsko spremeni na bolje in potem pač bomo vsi še toliko bolj zadovoljni. Gospod Šorli, upam, da ste še z nami, še vaša kratka pozitivna asociacija na slovensko zdravstvo.
Ja, bi se kar večini pridružil. Kadar je zagotovo naš največji zaklad. Treba je vedeti, da ob več kot 85% odpisanosti sredstev zagotavljamo delo praktično na hrbtu kadra. Vsak od nas ima dobre in slabe dneve in ne zaradi enega slabega dne na ta način ocenjevati celoten sistem, ki ima ostalih 364 dobrih dni. Super. Najlepša hvala. S kadri, s tem, da imamo voljo, željo, s tem, da vidimo dobre primere tudi v slovenskem zdravstvu, bi jaz zaključila današnji dogodek. Lepo vas je bilo videti v živo. Upam, da še kdaj. Hvala vsem, ki ste nas spremljali virtualno, in hvala vsem, ki ste danes tukaj z nami. Če ste cepljeni, se bomo lahko tudi objeli nekako. Tako da ostanite dobro in ostanite zdravo, in naslednji zajtrk pa konec avgusta, začetek septembra, in sicer na Bledu. Tako da ostanite dobro.